Hvala lepa za vašo udeležbo. Par stavkov o parlamentarni preiskavi. Parlamentarna preiskava je v demokracijah resna stvar, ne politična igrača in pa predmet populizma in zlorab. V poslanski skupini Gibanja Svoboda trdno stojimo za razmisleki, dejanji in ravnanji naše predsednice. Po 3 desetletjih se je odločila, da stvari spravi v red z zakonom, da se da ustrezno težo Ustavnemu sodišču in zdaj se dogaja kaj? Od tistih, ki so že ustanovili eno preiskovalko, zdaj, ko hočejo ustanoviti še drugo, kot destabilizacijo političnega prostora, doživlja osebne pritiske, grožnje, ovadbe itd. So ljudje in stranke v tej državi, ki nimajo ne idej, ne rešitev, njihov pogled je usmerjen nazaj, v preteklost, vse je narobe in ne mine dan, da ni vsak dan nekaj narobe. Zato imamo referendume, pozive k predčasnim volitvam, interpelacije, proceduralna izigravanja in še. Enostavno to ni pot, ki vodi Slovenijo naprej. Zakonsko podpiram rešitev in podpiramo dejanja in ravnanja naše predsednice, ki so v skladu z parlamentarno prakso, navodili zakonodajno-pravne službe in tudi Ustavo. Hvala lepa. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v našem imenu. Torej seveda tudi Socialni demokrati kot koalicijski partner absolutno podpiramo nov zakon o parlamentarni preiskavi, kakor tudi dejanja predsednice v kontekstu ustanavljanja nove preiskovalne komisije. Dejstvo je, da inflacija preiskovalnih komisij v tem mandatu v resnici ne bo prinesla pravih ciljev, kolikor ne bomo teh zadev vzeli resno in ugotovili, da se tu išče politična odgovornost posameznikov, ne pa da se dela politični šov nad posamezniki in pogrom nad posamezniki. Zato je zelo pomembno, da se parlamentarno preiskavo izvaja pod strogimi varovalkami, da se strogo spoštuje ustava in zakonodaja in v tem kontekstu je bil seveda tudi nujen nov zakon o parlamentarni preiskavi. Velja pa tudi dodati, da vse te, morda bi lahko rekli tudi grožnje s kazenskimi ovadbami, s katerimi se trenutno sooča predsednica Državnega zbora, pa morda tudi širše določene poslanke in poslanci, bi bilo potrebno postaviti v nov kontekst. Za izvajanje svojih nalog kot poslanka ali poslanca ne moremo jih izvajati tako, da smo non-stop pod grožnjami nekih kazenskih ovadb za izvajanje zgolj in samo svojih nalog. Ravno zato nas tudi ščiti poslanska imuniteta in prav je, da se poslanke in poslanci zavedamo lastnih nalog in odgovornosti in tudi tega, kaj dejansko imuniteta ščiti. Zdi se nam skrajno neprimerno in nepravično, da se nekomu grozi s kazenskimi ovadbami zgolj zato, ker opravlja svoje naloge, bodisi kot predsednica Državnega zbora, bodisi kot poslanka in poslanec pri svojem delu, ko razpravlja o določenih zadevah. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani, saj bilo je že izčrpno pojasnjeno. Naj povem, da v Levici ocenjujemo te zadnje manevre stranke SDS kot seveda še enega v vrsti političnih cirkusov z namenom destabilizacije te koalicije, rušenja koalicije in izsiljevanja predčasnih volitev. V Levici smo trdno prepričani, da je predsednica Državnega zbora ravnala prav, navsezadnje je upoštevala ugotovitve in priporočila pravne službe Državnega zbora. Se pravi, pravne službe Državnega zbora in ona je zavezana k temu, da to upošteva. Tako da v Levici, kot rečeno, ima predsednica našo polno podporo.